Bubonska kuga in koronavirus sta si zelo podobna. Oba sta pridrla med ljudi, ki z njima nikoli prej niso imeli stika, se rapidno razširita, glede na razmere terjata hud krvni davek, imata podoben živalski izvor, se širita prek bližnjih človeških stikov in bosta za seboj potegnila socialne in gospodarske posledice. V 14. stoletju so bili ljudje precej mobilni, kar je žal omogočilo hiter prenos bolezni, podobno kot se je COVID-19 med ljudi razširil danes. V tej predstavitvi se bomo osredotočili na prenos kuge v Sredozemlju med leti 1347 in 1349 po knjigi The Black Death 1346-1353 The Complete History avtorja O.J. Benediktova s komentarji. Mediteran je bil v poznem srednjem veku živahno področje, ki se je gospodarsko in kulturno dobro uspevalo. Po morju so plule ladje, ki so prenašale blago, ljudi in živali. Zgodba o črni smrti se v Sredozemlju po Benediktovu začne v mestu Kafa na Krimskem polotoku. Takrat je bila Kafa v lasti italijanskega mesta Genova, ki je poleg Beneške republike tako rekoč kraljevalo nad poznosrednjeveško trgovino na morju. In v njej je Benediktov izsledil izvor črne smrti za Evropo. Trgovina na dolge proge po morju je zahtevala redno ustavljanje na postojankah vsaj za obnovo zalog vode in hrane. Te količine, poti po morju, njegove tokove in lokalne vetrove so mornarji v Sredozemlju poznali že od antike. Poznavanje razmer jim je narekovalo navtično logistiko glede hrane, vode, ladijske posadke in drugih potnikov na krovu. Genovske ladje so se na poti iz Kafe v matično pristanišče vračale skozi edini morski preliv in se ustavile v mestu ob njem, Konstantinoplu. Ta je bil v poznem srednjem veku manj veličasten, kot je bil več stoletij prej, in trgovanje z genovskimi in beneškimi ladjami ni zadostvovalo za ponoven vzpon, bil pa je, kot edini prehod med Črnim in Sredozemskim morjem, strateško trgovsko središče, ki je kot prvo v tem delu utrpelo izbruh kuge. Ta se je zgodil v začetku leta 1347 in se v naslednjih mesecih hitro razširil ob obali Egejskega morja in začel prodirati v Malo Azijo in po Balkanu navzgor. Genovske ladje so kugo zanesle še v drugo pomembno morsko križišče ob Božini, mesto Messina na Siciliji. Kuga je tam izbruhnila avgusta 1347 in njeni prestrašeni prebivalci so pred njo pobegnili na podeželje po Siciliji in Kalabriji, a žal že okuženi, kar je izbruh kuge povzročilo tudi na obeh področjih. Okužene genovske ladje so kugo zanesle naprej na Korziko in Sardinijo ter bližnje otoke, preden so slednjič dosegle Genovo, ki je izbruh utrpela konec leta 1347. Blago in ljudje iz Messine, ki je bila obvezna postojanka na poti v zahodno Sredozemlje, je kuga prinesla še v Marsej in prek trgovskih postojank v Španska kraljestva vse do konca leta 1347. Iz Genove in Marseja se je kuga seveda razširila na zaledje, ki je bilo neločljivo povezano s samim mestom. Zaledje je mesto omogočalo vir dohodkov in predvsem stalne oskrbe in prehodi med enim in drugim so bili zelo pogosti, kar je žal pomenilo tudi hitro širitev okužb. Srednjeveški človek, čeprav ni poznal naukov moderne medicine, je verjetno ob pojavu obolelih reagiral, kot smo reagirali danes. Dokler do konkretnih primerkov ni prišlo, je življenje teklo kot običajno. Šele po poteku inkubacijske dobe, ko je bilo za preventivne ukrepe o odmiku večinoma že prepozno, je življenje prineslo serijo novih navodil in ukrepov, ki so drastično spremenili vsak dan. Okužbe so se tako širile še naprej, po zaledju v naslednja mesta. Življenje med kugo so lokalni kronisti v srednjem veku za južnoevropski prostor dobro dokumentirali, zato življenje takrat dobro poznamo in ga lahko primerjamo s stanjem danes. Prek genovskih postojank na Korziki in Elbi so firenške trgovske ladje prek njenega pristanišča v Pisi bolezen prinesle še v eno vzpenjajoče se trgovsko mesto, Firence, in njen okoliš, ki se je izbruh kuge zgodil v začetku leta 1348.
Ni znano, ali so beneške ladje črno kugo pobrale že v Konstantinoplu ali v Mesini, gotovo pa je, da so prek teh linij bodisi okuženi blagom ali potniki prinesle bolezen v vsa svoja postajališča. Kot prvo je izbruh kuge prizadel mesto Dubrovnik na jadranski obali, kar se je zgodilo konec leta 1347. Ker plovba od Dubrovnika do Benetke zaradi oskrbe posadke svežo vodo poteka med dalmatinskimi in severnoistrskimi otoki, se je kuga vzporedno s potjo širila proti severu ob jadranski obali, dokler ni zajela vseh mest njihovega zaledja in slednjič dosegla Istre. Dalmatinska obala je izbruhe kuge doživljala vse do konca poletja 1347, slednjič pa je bolezen dosegla Benetke, kjer je kuga izbruhnila januarja 1348. Iz Benetk je kuga prišla na njeno zaledje in slednjič dosegla tudi slovenske dežele. S širjenjem epidemije na eni strani z vzhodne jadranske obale, na drugi strani s črnomorske obale in po Donavi severa navzgor se je balkanski polotok znašel v kužni zanki, ki se je končno zategnila z izbruhom kuge na področju jugovzhodne Evrope leta 1349.